Najprej uvodoma je prokurist predstavil delovanje samega podjetja, pridobivanje in tudi potem samo proces gradbenega materiala in tako naprej. In lahko rečem, da gre za uspešno podjetje, na katerega so lahko Prekmurci ponosni. Bistveno pa je, da in država, na eni strani ter vsi ostali deležniki poskrbimo in absolutno pomagamo z ostalimi upravnimi postopki, da podjetje v bodoče posluje nemoteno. Zlasti, kar se tiče vseh zakonov, da jih sprejmemo, tukaj govorimo zlasti o zakonu o rudarstvu, na ministrstvu ga imamo pripravljenega in si želimo, da gre čim prej skozi vladno proceduro in potem naprej v sam parlament. Pa seveda tudi, da se uredijo vsi ostali postopki glede pridobivanja rudarskih pravic. Tukaj prihaja do ogromnih zapletov, popolnoma po nepotrebnem. In zaveza moja kot ministra in moje ekipe je ta, da bomo podjetju pomagali. Zaradi tega, ker imajo vizijo, so pridni, delovni in s to vizijo optimisti pravi, da bo to podjetje razvilo tukaj v Prekmurju še naslednjih 30-40 let in tega se zelo veselimo. To pomeni nova delovna mesta, nove priložnosti za okolico in taka podjetja potrebujemo. Moreksin je vsaj tega, po tem, kar sem slišal, zelo uspešno podjetje z visoko nadpovprečno dodano vrednostjo za slovenske razmere v tuji lasti, imajo ambiciozne načrte. Veseli me, da imajo lastnika, ki jih pri njihovih načrtih razvoja podpira, in tukaj smo prediskutirali potencialne možnosti sodelovanja države pri investicijah, ki jih bojo izvajali naslednjem letu, in sicer na dveh osnovah: iz naslova programa za spodbujanje poslovnih aktivnosti na obmejnih problemskih območjih in na drugi strani po zakonu o investicijah. Njihovi načrti so zanimivi in jaz verjamem, da bomo našli možnost za podporo njihovim načrtom.